Na Srednji šoli Slovenska Bistrica se srečujemo z šolanji priseljencev že več kot 10 let. V teh letih smo res nabrali že kar precej različnih praks. Še posebej v določenih generacijah, ko je bilo število teh priseljencev precejšnje že znotraj posameznih oddelkov, ne samo na nivoju šole. Kajti večina priseljencev se, ker pač praviloma ne znajo slovenskega jezika v ničemer, niti osnov, vključujejo v 3-letne izobraževalne programe. Veliko si pomagamo z javnimi delavci, kajti neformalna druženja so zelo pomembna, preden se dijaki soočijo z uporabo in zahtevnostjo njihovega tujega jezika, torej slovenščine skozi učne vsebine. Veliko pozornosti namenjamo medvrstniški podpori in seveda tutorstvo profesorjev. Vloga profesorjev je tu ključna. In seveda vključevanje v različne projekte, ki olajšajo šoli delo s priseljenci in tudi posredujejo razne dobre izkušnje in znanja iz tujine in seveda tudi domačih praks. Zaradi sodelovanja v projektu Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja ste lahko zaposlili tudi multiplikatorko. Ob začetku šolanja poskusimo priseljence čim bolj informirati o osnovnih relacijah na šoli in tudi v okolju. In o tem, čim večji meri seznanimo tudi starše. Nemalokrat potrebujemo za to kakšnega prevajalca, predvsem je to kak starejši dijak iz tega jezikovnega področja, ki že obvlada ta jezik. Zelo pomemben je prvi stik z oddelkom. Dijake pripravimo na prihod dijaka druge narodnosti, ki neredko pride tudi kasneje, ne ravno s 1. septembrom, ko se šolsko leto začne. Takrat je ta prilagoditev še posebej pomembna, ker se skupina zelo hitro strukturira. Potem pa v nadaljevanju jezikovna in učna podpora. Seveda je pa zdaj pomembno, kakšne metode in oblike se uporabljajo pri tem. Tu moram tudi pripomniti, da bi pričakovali in potrebovali večjo sistemsko podporo države. Projekt SIMS, ki sem ga prej omenila, je sicer naredil tu pomemben korak naprej. Za srednje šole smo dobili pravilnik, ki omogoča tudi ure za izvedbo začetnega tečaja slovenskega jezika. To se je izkazalo kot zelo dobra praksa, da je učenje torej jezika šole čim bolj intenzivno na začetku. S tem dobi neke te osnovne varnosti vsak priseljenec. Res pa je, da je proces učenja jezika skozi vsa leta šolanja praviloma. In tako, kolikor pač imamo priložnost to opazovati, 3 do 5 let je potrebnih, ob tem skozi potreba tudi prilagajanje zahtev, da lahko dijak osvaja osnovne cilje programa. Dodatno delo s priseljenci poteka v manjših skupinah, včasih tudi individualno, čeprav težimo k temu, da je vsaj manjša skupina zaradi medsebojne medvrstniške komunikacije združena ob neki nalogi. Uporablja se veliko različnih ponazoril, slikovnih, internetne aplikacije. Na voljo so zdaj tudi že dobri učbeniki za učenje slovenščine kot tujega jezika. Zelo pomembno je vključevanje vrstnikov tudi v prostem času. Preko nekaterih športnih aktivnosti, recimo ulične košarke ali kakšnih orientacijskih pohodov v okolju, kjer hkrati spoznavajo s tem tudi okolico, v kateri na novo zaživijo. Ob izvajanju intenzivnega tečaja je potrebno prilagoditi obiskovanje ostalega pouka, tako da so dijaki sprva delno oproščeni obiskovanja nekaterih vsebin, da ne bi bili preveč obremenjeni sprva. To pa učitelji
in še kdo za pomoč nadoknadijo kasneje tekom šolskega leta. Zato je potrebno veliko fleksibilnosti, razumevanja učiteljev, tudi dodatnega dela seveda, ampak pripravljenost za to, če dijak izkazuje dovolj interesa, če se odziva na te naše ponudbe, je veliko in je seveda ključna. Kako pa se lokalna skupnost odziva na prihod delovnih migrantov in njihovih otrok? Obstaja na splošno nekaj strahu, nekaj zadržanosti prebivalstva do priseljencev z različnih vidikov, različno intenzivno kdaj. Prepoznavamo, da je ta negotovost izhaja iz precej nepoznavanja ljudi, nobenih stikov ni z njimi, samo neke navidezne bojazni. Zaradi tega so določene aktivnosti, ki jih na šoli izvajamo skupaj z okoljem, povabimo tudi predstavnike drugih institucij, predstavnike drugih šol ali sami spregovorimo kaj o naših izkušnjah, recimo na neki javni tribuni ali na občinskem svetu ali kjer je že pač se ta tematika obravnava, da to pripomore k premagovanju teh bojazni. Seveda pa so dileme, ki se ob priseljencih vzbujajo, zelo raznovrstne, zelo široke in seveda ni v moči šole, da bi vsa ta različna mnenja uspela uskladiti. Nekaj pa lahko prispevamo sami z izmenjavo naših izkušenj z okoljem. Kaj bi lahko država še naredila za boljše vključevanje? Želi delovno silo, kar jo potrebuje, šoli pa pusti, da se sooča z izzivi, ki jih njihov prihod prinaša. Integracija priseljencev, ljudi z delovnimi dovoljenji in njihovih otrok, njihovih drugih družinskih članov, partnerk, je zelo kompleksen proces in ne gre na hitro. In za vsako državo se mi zdi zelo pomembno, seveda tudi za našo, za državo Slovenijo, da bi tu vzpostavila zelo jasna merila in kriterije, na kak način naj te stvari potekajo. Če imamo cilj, da bi se ljudje integrirali, da bi se med nami tudi dobro počutili in na ta način tudi uspešno sodelovali z okoljem, bili tudi uspešni delavci na delovnih mestih in zdaj starši in tudi bodoči dijaki. Zdi se mi, da tu nimamo zelo jasne politike, da želimo, da seveda dajemo dovoljenja, ker ljudi potrebujemo, ne naložimo pa nekih vstopnih obveznosti, staršem predvsem, teh dijakov, jaz pač o tej vlogi govorim zdaj, ki jih večina drugih držav prakticira, to je osnovno znanje jezika države, v katero prihajajo. Ali lahko šola s svojimi primeri dobrih praks pomaga skupnosti pri premagovanju strahov pred priseljenci? Ne glede na vse dileme, ki jih bo pač tako, kot jih mora vsaka družba razreševala v nekem času, je vloga šole pri integraciji otrok priseljencev zelo pomembna. Prvič skozi svoje poslanstvo podpore vsakemu otroku in drugič je to institucija, ki je namenjena sistematičnemu ukvarjanju tudi s primanjkljaji, ki jih pač šolajoči imajo. V tem primeru je to pač predvsem jezikovna in posledično seveda tudi učna podpora. Moram reči, da se okolje precej zanima za te naše prakse, ne samo tu v srednji šoli, Slovenska Bistrica tudi na osnovnih šolah in se pravzaprav na naša prizadevanja pa pozitivno odziva kljub nekaterim pomislekom sicer. Vidijo, da nam uspeva, da se mnogi otroci priseljenci prilagodijo, da se uspešno šolajo naprej. Mnogi se seveda že zaposlujejo in jih srečujejo v trgovinah ali v kakšnih drugih storitvenih dejavnostih in to precej zmanjšuje napetosti, ki v nekaterih okoljih vendarle obstajajo. Ampak mislim, da ne samo zaradi nekih nehumanih pogledov na ljudi, malo tudi zaradi nekih širših bojazni, predvsem
zaradi nesistematičnosti in to, kar sem pač že govorila prej. Je pa res, da se vsi ljudje zavedamo, ne, da migracije, preseljevanja so bile v preteklosti, da bodo tudi v prihodnosti. Je pa res, da se verjetno konkretni interesi v nekem okolju in pravila igre pač spreminjajo in je potrebno biti do tega odprt in dovolj skrben tudi na tem področju.